Pozdravljeni. Ste tudi vi med tistimi, ki zagovarjajo, da se dirka svetovnega prvenstva Formule 1 ne sme končati za varnostnim avtomobilom? V takšni ali drugačni obliki je varnostni avtomobil prisoten v neštetih kategorijah motošporta. A verjetno marsikateremu navdušencu, sledilcu, gledalcu ni všeč, če se dirka konča pod režimom varnostnega avtomobila, da ni boja, temveč samo neka formalna vožnja v strnjeni koloni. In za to situacijo je seveda kriv nihče drug kot Michael Masi. Vračamo se v sezono 2021 in tistemu dogodku vezanemu k veliki nagradi Belgije. Namreč sam onega dirka nikoli ne bom imenoval. Takrat se je pokazalo, kot že mnogokrat pred tem, da Michael Masi ne pozna osnovnih pravil Formule 1, kako se dirka začne, kako se dirka konča in še marsikaj drugega. Namreč na samem štartu je zaukazal 2 formacijska kroga. A takoj na to so ga z Red Bulla spomnili, da v pravilniku piše en formacijski krog. Drugi formacijski krog pomeni začetek dirke. In ko je enkrat dirko začel, jo mora direktor pripeljati do konca. In prav zaradi tega, da je nekako izpolnil formalnost, je Michael Masi zaukazal isto vožnjo za varnostnim avtomobilom, čeprav je bilo vsem nam, navdušencem, jasno, da takrat dirka ni bila izvedljiva. A bodimo iskreni, ljudje so plačali vstopnice in izgleda, da sodobni motošport postaja zmeraj bolj podoben gladiatorskim igram. Ni važno, ali je varno ali ne, oziroma če je nevarno, je lahko še toliko bolj zanimivo. Važno je, da se nekaj dogaja. Zato smo lahko, na primer po veliki nagradi Belgije, videli mnogo zahtev o tem, da bi imeli podobno kot v seriji NASCAR, tako imenovani overtime, da bi podaljšali dirko in da bi na koncu imeli nekaj krogov pravega boja, čeprav se nihče ni vprašal, kako bodo ekipe rešile neko osnovno težavo, namreč omejeno količino goriva, ki je izračunana na tisto razdaljo, kot traja sama dirka za veliko nagrado. O tem verjetno ni razmišljal nihče, namreč v seriji NASCAR je dovoljeno dolivanje in marsikdo bi lahko sedaj dejal, saj bi lahko to zopet uvedli v Formulo 1, ampak zaenkrat nismo. Vrnimo se k tistemu, kar je bistveno. Namreč varnostni avtomobil je na progi z razlogom, ker je nevarno, ker so na sami asfaltni površini tudi delavci in to pomeni, da se situacija mora umiriti in ustvariti tisto kolono, ki bo omogočala delavcem in tudi delovnim strojem, da bodo na primer odstranili posledice nesreč, popravili zaščitne ograje in še marsikaj drugega. A verjetno, če se to zgodi v finalnih delih dirke, marsikomu pokvari tisti zadnji del, tisto zadnje dejanje, tisti finale, ki je v percepciji mnogih navdušencev nekaj posebnega. In tu seveda se poraja vprašanje, zakaj se ne stori podobno, kot je
že si zmislil, zopet citirani Mihajl Masi na veliki nagradi Azerbajdžana leta 2021, ko je praktično izobesil rdečo zastavo, napravil prekinitev in nato smo videli mini sprint, ki je trajal 50. in 51. krog. Z ponovnim štartom iz mesta, ko so bile vse razlike dobesedno izničene, in pravzaprav, če smo iskreni, v tisti priložnosti je Lewis Hamilton izgubil naslov svetovnega prvaka v sezoni 2021, a to ni važno. Menim, da vsi mi smo za nek pošten, fair boj, kar pomeni, da če je nekdo na progi hiter, mora ohraniti tisto prednost, ki jo je ustvaril. In takšne skrajšane dirke, ki trajajo 1 ali 2 kroga, so potencialno še bolj nevarne kot marsikaj drugega. Namreč v tistem izjemno kratkem času gredo vsi na nož, ker pravzaprav nimajo kaj izgubiti. In konec koncev vsaka prekinitev z rdečo zastavo pomeni najmanj 30 minut zamika. Sedaj, gledalci, ki bi radi gledali boj v finalu, so pripravljeni počakati 30 minut. Bi bilo to ustrezno, namreč omejena je, tudi zaradi televizijskih prenosov, tudi maksimalna dolžina celotnega dogajanja. Ali pa ne bi bilo bolj pametno uvesti pravilo, ki marsikomu ne bo všeč. Namreč, če pride do prekinitve v zadnjih 10 ali 15 krogih, se enostavno dirko konča. Namreč, nikjer ne piše, da mora dirka trajati nekaj več kot 305 km oziroma tistih 50, 51 krogov ali manj, odvisno od same dolžine kroga. Namreč dirka se konča v tistem trenutku, ko se zamahne z kockasto zastavo. Namreč zgodilo se je, spomnimo se Kanade, da so z zastavo prišli na dan, na primer, krog prezgodaj. In takrat ni bilo konec sveta. Nihče se v resnici ni pritožil, razen nekaj gledalcev, ki so dejanje označili kot neumno, čeprav jim dam v tem primeru prav. Ampak, če nočemo gledati vožnje za varnostnim avtomobilom, če nam niso všeč take nevtralizacije, je bistveno bolj zanimivo dirko končati prej. Zgodilo se je nekaj, kar je preprečilo nadaljevanje, in konec koncev, če so prevozili dovolj krogov, da se podelijo polne točke, ni nobeden na škodi. Najbolj pošteno, najbolj športno in na koncu tudi najbolj varno. A verjetno tistim, ki ne poznajo pravzaprav običajev in pravil, takšna rešitev, kot si sam mislim, ne bo preveč všeč. A kaj hočemo? Rešitve so lahko pametne ali neumne, a to še ne pomeni, da so nekomu povšeč ali pa ne. Verjamem, da ima vsakdo izmed vas tudi svoje variante, svoje ideje, svoje predloge. Zato imamo komentarje. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.